Od samega začetka sem povedala, da sem se pod gradivo podpisala sama, to je dejstvo, in s tem so bili vsi seznanjeni. Kako in na čigavo pobudo so ta imena končala na tem seznamu, to pa lahko razpravljamo. Jaz vam povem, moje na predlog moje stranke, Tanja Fajon na predlog SD-ja in gospod Erjavec na predlog Desusa. Jaz upam, da si predstavljate, da če bi to bil moj predlog, bi bil malo drugače sestavljen, ne tako kot je. Kar se mi zdi ključno povedati danes še enkrat, je, da magnetogram, tak kot je objavljen in kot ga imate, seveda drži, je pa na drugi strani za dr. Virantom in za mano, za vrsti gospod Jakič, kjer piše samo gospod Jakič, ja, hvala, in potem, nažalost, izpade to, kar je gospod Jakič govoril. 5.8. je zahteval dopolnitev magnetograma in zdaj mi dovolite, da to, kar v tej dopolnitvi podpisan dokument strani gospoda Jakiča, še enkrat 5.8.2014 piše. Spoštovani, zaradi izpada moje obrazložitve točke dnevnega reda 69. seje vlade RS z dne 31.7.2014 iz magnetograma, ki je nastala zaradi tehničnih težav, želim v nadaljevanju podati pisno izjavo kot dopolnitev magnetograma te seje. Razpravljal sem kot drugi razpravljalec na vladi, takoj za ministrom Virantom. Njemu sem tudi repliciral na tezo, šteje, kaj meni zmagovalec volitev, dr. Cerar, in sicer navedbe. Če Virantovo tezo vzamemo za resno in verodostojno, potem po analogiji mnenja Viranta, glede na izid volitev, ne šteje oziroma je irelevantno. Po mojem mnenju ni, ker spoštujem Virantovo mnenje. V nadaljevanju bom pojasnil, zakaj bom podprl listo kandidatov, predvsem kandidatko Alenko Bratušek. Prvi razlog je, da Juncker išče ženske in ne ženske Junckerja. Ob robu donatorske konference za Srbijo in Bosno in Hercegovino sem govoril z mnogo ljudmi. Vsi so mi poudarjali pomen imenovanja ženske kandidatke, ki ima izvršne izkušnje. Kot drugo bi izpostavil, da se Alenka Bratušek ni predlagala sama, kot trdi Virant, ampak jo je predlagala stranka. V stranki ZAP menimo, da je Alenka Bratušek primerna kandidatka za mesto evropske komisarke. Če je bila sposobna pred letom in pol prevzeti in uspešno voditi in obraniti ekonomsko suverenost naše države, je več kot primerna za mesto komisarke. Na koncu bi poudaril, da bodo države, ki bodo predlagale ženske, pozitivno diskriminirane glede resorjev v Evropski komisiji, saj je komisar Juncker in ob različnih priložnostih izjavil, da želi večje število komisark. Nenazadnje, to od njega pričakuje tudi Evropski svet. Jaz mislim, da je iz tega več kot jasno, kako je ta seznam treh kandidatov nastal.